pravic v času pandemije COVID-19. Vsi se boste verjetno strinjali, da živimo v burnih časih za človekove pravice, v situaciji pandemije COVID-19, v imenu pravice do življenja in pravice do zdravja se omejuje vrsta človekovih pravic, za katere smo še nedolgo nazaj menili oziroma smo se navadili, da so samoumevne. To seveda kliče k razpravi in strokovnemu osvetljevanju situacije. O teh stvareh se enostavno moramo pogovarjati in takšen format okrogle mize, seveda tokrat žal v tej e-obliki, zaradi znanih razlogov je lepa priložnost za to. Še posebej, če so z nami eminentni strokovnjaki z tega področja. Najprej bi predstavil izrednega profesorja dr. Marka Bošnjaka, sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice, sicer tudi našega nekdanjega kolega, profesorja za kazensko pravo. Potem je z nami profesor dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in tudi izredni profesor Jernej Letnar Černič, dekan Evropske pravne fakultete in profesor za pravo človekovih pravic. Se pravi, eminentna in dobro moja malenkost Marko Novak, ki bom nekako moderiral to okroglo mizo. Eminentna družba je priložnost, da nam razsvetlijo, bi rekel, obzorja strokovne plati, eminentni strokovnjaki in da potem tudi, kolikor se da, podiskutiramo o teh zadevah. Tako da najprej seveda bomo malce pokramljali s kolegi glede znane teme o določenih vidikih, vprašanjih, ki se tičejo problematike, potem pa bo na koncu tudi čas za kakšno vprašanje, ki ga prosim poslušalstvo nekako zastavite v chat roomu in bom prenesel potem sogovornikom. Ja, zdaj pa bi nekako predlagal, če nekako, da ne izgubljamo ta dragoceni čas, da nekako pridemo kar k vprašanjem. Vsakemu od kolegov bom zastavil 2 vprašanji in vas lepo prosim, da tam nekje 8 do 10 minut nekako se odzovete z svojimi mnenji, vidiki, komentarji. Se pravi, prvi vprašanje bi bilo, se strinjate s trditvijo, da živimo v burnih časih za določene človekove pravice, nekakšnih ustavnih momentih ali constitutional moments, seveda izraz, ki ga je uporabil profesor Ackerman, sicer za prevratna politična dogajanja ob padcu železne zavese, ampak zdaj se zdi, da se dogaja nekaj podobnega v neki drugi situaciji. Se pravi, v imenu pravice do življenja, pravice do zdravja se posega v izjemno pomembne človekove pravice, kot so svoboda gibanja, pravice zasebnosti in osebnostnih pravic, varstvo osebnih podatkov. Kako daleč menite, gre lahko to omejevanje? Ne da bi povsem izvotlili ali razveljavili te pravice. Zdaj, ali bi v teh skrajnih ukrepih vendarle moralo biti razglašeno tisto stanje, ki pa daje formalno podlago, saj po slovenski ustavi celo za razveljavitev. Potem drugi del vprašanja, kako je s testi ocenjevanja posegov v takih primerih? Ima mili test presoje razumnosti državnih ukrepov prednost, kjer je breme izpodbijanja seveda na strani pobudnika presoje,
ali vendarle je treba v primeru omejevanja človekovih pravic uporabiti strogi test sorazmernosti, z bremenom dokazovanja na državi. Morda kombinacija obeh, morda je čas vendarle za neki novi test. Tako da, spoštovani kolegi, prosil bi nekako za vaš pogled na to situacijo, pa bi najprej začeli s kolegom Bošnjakem, pa potem kolega Knez in Letnar Černič. Lepo prosim. Ja, hvala lepa, Marko. Lep pozdrav vsem soudeležencem te razprave in seveda tudi vsem poslušalcem. Najprej, tvoje prvo vprašanje, Marko, je bilo, če se strinjam, da živimo v burnih časih za človekove pravice. Res je, jaz mislim, da so vsi časi nekako burni časi za človekove pravice, zdaj pa najbrž še prav posebej. V svojih vprašanjih si se osredotočil predvsem na to, kako posamezni ukrepi v boju proti koronavirusu posegajo v določene človekove pravice in temeljne svoboščine in na kakšen način naj presojamo dopustnost teh posegov. Jaz bom pri svojem odgovarjanju uporabil inštrument, na katerega pač dnevno igram na sodišču v Strasbourgu, to je Evropska konvencija o človekovih pravicah skupaj z dodatnimi protokoli. Seveda je pa to inštrument, ki je v glavnem kar dobro uglašen tudi s slovensko ustavo in podobnimi nacionalnimi inštrumenti in bo moj odgovor nakazal že tudi, kako videti ta vidik. Zdaj, posegi, ti ukrepi v glavnem posegajo v večji meri predvsem v pravico, ki je zagotovljena z 8. členom konvencije. To je pravica do zasebnega družinskega življenja, eventualno tudi komunikacijsko, tako imenovano komunikacijsko zasebnost, v določeni meri tudi v pravico iz 9. člena, v versko svobodo. Lahko izjemoma celo v nekaterih državah je prišlo do posegov v 10. člen, pravico do svobode izražanja. Zelo pogosto pa tudi v pravico iz 11. člena, torej pravica do mirnega zbiranja in združevanja. Orodje, s katerim presojamo pri nas na sodišču te posege, je tako trodelno, test je trodelen. V prvem delu se sprašujemo, ali je poseg skladen oziroma ali ima podlago v zakonu. V tem smislu ni pomembno zgolj, ali obstaja zakon, na podlagi katerega je država posegla v kakšno izmed teh pravic, ampak je bistveno vprašanje tudi, ali je ta zakon dovolj jasno predvidljiv, ustreza nekim kriterijem lex certa, če je dostopen ustrezno naslovljencem in ali vsebuje tudi zadostne varovalke zoper zlorabo. Še prav posebej takrat, kadar gre za pravico iz 8. člena, kadar gre za zasebnost nasploh ali pa komunikacijsko zasebnost posebej, smo na ta vidik še prav posebej pozorni. Drugi korak je v tem testu je vprašanje legitimnega cilja. Ta domnevno pri teh ukrepih ni problematičen in ne more biti problematičen. Gre za varovanje javnega zdravja, celo življenja v določenih primerih in podobno. Končni in tretji korak, ki utegne biti pa mogoče najbolj občutljiv, je pa vprašanje, ali je tak poseg nujen v demokratični družbi. In sicer poudariti je treba vse tri dele, torej da je poseg nujen v demokratični družbi. Tukaj si spraševal, Marko, o dokaznih bremenih in o strogosti testa. Naše osnovno stališče bi načeloma bilo, kadar gre za tovrstne posege, da ima lahko država neko relativno široko polje proste presoje, kakšni ukrepi so potrebni. A hudič je v podrobnostih, kadar gre za posebej intenzivne posege v neke jedrne razsežnosti teh pravic. V takem primeru bomo bolj občutljivi in se bo to polje proste presoje naenkrat začelo zoževati.
Kar se tiče dokaznega bremena, je pa tako, mislim, da so najprimernejši tisti testi in tiste rešitve, ki bodo naredile nekakšno kombinacijo. So namreč okoliščine v okviru tega testa, kjer so dejstva lažje dostopna vladi oziroma državi in bo država lažje demonstrirala, da je takšen ukrep nujen. V takšnem primeru se večina mojih kolegov zavzema, naj bo vendarle breme na državi, naj nas prepriča, da je to zares nujno. In na drugi strani, če bo neka druga situacija, neko vprašanje, kako zelo oziroma na kakšne načine je posameznik prizadet z nekim ukrepom, in da je tak ukrep nesorazmeren in pretirano intenziven, bo seveda breme na pritožniku, ki bo prišel k nam, da bo pokazal, da je to res tako. Opozoril bi, da je ta nujnost zmeraj merjena z vatli demokratične družbe, za katero velja neka odprtost duha, pluralizem in strpnost, in v trenutku, ko bi zaradi teh ukrepov trpela kakšna od teh razsežnosti, teh vrednot, potem je tak ukrep avtomatično suspekten. Vprašal si tudi, Marko, o izrednem stanju. Te pravice je skladno s konvencijo tudi v rednem stanju mogoče omejevati na takšen način, kot sem ravnokar povedal. Konvencija načeloma ne govori o izrednem stanju, ampak govori o tako imenovanih derogacijah, skladno s 15. členom konvencije. V prvem valu tega napada virusa, pandemičnega, je prišlo kar 10, to je maksimalno število derogacij strani posameznih držav, kar je zelo veliko. Pri derogacijah smo pa mi relativno strogi. Ni dovolj, da država reče, derogiramo pravice zaradi recimo takšne in takšne situacije pri nas doma, ampak presojamo vsako derogacijo posebej. O tem bom mogoče govoril kaj pozneje, kajti zdi se mi, da bo moj čas počasi potekal, ampak toliko za neko iztočnico. Opozoril bi samo še, da iz vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi z tole našo pandemijo, epidemijo, kakor hočete jo imenovati, pomemben ne samo ta vidik poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine strani države, ampak tudi vidik pozitivnih obveznosti države pri varovanju življenja, nekaterih drugih pravic in podobno. Toliko recimo zdaj v tem prvem krogu. Marko, zamontiran si. Če si vključiš mikrofon. Ja, pardon. Hvala lepa profesorju Bošneku za ta, bi rekel, pojasnila. Zdaj bi pa prosil profesorja Kneza, predsednika Ustavnega sodišča. Ja, lepo prosim. Ja, hvala lepa. Se tudi jaz zahvaljujem za povabilo. Sem vesel takšnega pogovora, nam zelo pride v teh časih, ki so v resnici drugačni. Jaz sam sicer ne bi poudarjal, kako zelo so burni, nekako rad potegnem paralelo za iatrogenezo iz medicine. Torej, mislim, da je potrebno umirjati, je res ta burnost prisotna, ampak na nek način tukaj, tako kot sedaj v teh časih, pravo trči z določenimi nepravnimi kategorijami, kot so etičnost, sorazmernost, oziroma ne sorazmernost, ampak solidarnost, potem je nekaj prostora tudi v bistvu za umirjanje situacije. Je pa kot rečeno res, da smo soočeni s to burnostjo v vseh pogledih, tako organizacijskem, kot seveda z vprašanji, ki jih predvsem pobude, pa tudi zahteve naslavljajo v naših postopkih. Organizacijsko morda samo, če mi dovolite 2 stavka, morda je za slušatelje zanimivo.
kako ustavno sodišče deluje. Mi smo v spomladanskem prvem valu precej na hitro reagirali. V bistvu smo v enem tednu na hitro in spremenili naš poslovnik, da lahko imamo seje nadaljavo, ga objavili v Uradnem listu in takoj začeli delati na ta nov način. Imeli kar lepo število sej nadaljavo, potem seveda prišli zopet na seje in situ. Ta trenutek pa zopet razmišljamo o sejah nadaljavo, ampak sodišče normalno deluje. Seveda nam je lažje, ker nimamo toliko javnih obravnav v pravilu, torej ne, tako da lahko delamo naprej. Je pa res, da je število zadev, ki smo jih dobili na ustavno sodišče, tudi v tem pogledu drugačno. Številne so pobude že v prvem valu bile, tudi sedaj dobivamo v drugem valu pobude, seveda takoj, ko prihaja do ukrepov, je seveda tukaj potem možnost za, oziroma so razlogi, jih vidijo pobudniki in predlagatelji za izpodbijanje takšnih ukrepov. Nekako delim na dve veliki skupini te pobude in pa redkejše zahteve. Ena je ta, ki se ukvarja s posegom v zasebnost in pa svobodo gibanja, druga je pa potem bolj te ekonomske ravni. Mislim, da istočasno se ukvarjamo z enimi in drugimi. Je pa res, da vseh teh pobud, ki so prišle v prvem valu, še nismo uspeli zjudicirati, torej o njih odločiti, pa že prejemamo pobude iz drugega vala, iz ukrepov drugega vala. Zdaj, na vsa vprašanja, Marko, ki ste jih postavili, ne morem odgovoriti enostavno, ne, in prosim slušatelje za razumevanje. Tu so nekatera takšna vprašanja, v katerih ta trenutek ravno razsojamo. Bom pa poskušal vseeno na neki abstraktni ravni nakazati oziroma povedati že tista stališča, bolje rečeno, ki jih je pa Ustavno sodišče že sprejelo. Kar zadeva vprašanje izrednega stanja, smo v tej odločbi v 1.83.20 poskušali povedati, da Ustavno sodišče presoja oziroma bi presojalo, če bi izredno stanje iz 92. člena bilo razglašeno, ne pa v smislu ni razglašeno, pa bi moralo biti razglašeno. Zato je nekaj argumentov tam nanizanih, samih imam še nekaj drugih, ampak s temi argumenti pa bi dejansko, pa stališči bi pa dejansko že trčil ob, lahko rečem, dve pobudi, ki jih imamo ta trenutek glede zadnjih ukrepov in se tudi vsaj ena dotika vprašanja izrednega stanja. Tako da tukaj se moram ustaviti, prosim za razumevanje. Kar pa zadeva teste, ki ste jih omenili, je pa situacija zame bolj, več bi morda rad povedal o tem, več je tukaj tistega, kar jaz mislim, da je jedro. Praktično pri vsaki zadevi, kjer bi se ugotovil poseg, je vprašanje testa. Zdaj, govoril bom za situacijo, ki je za nami, to je situacija iz marčevske in pa predvsem marčevskega obdobja. Mi smo v 83.20 sicer izvedli strogi test sorazmernosti po vseh korakih z dopustnostjo in potem primernostjo, nujnostjo, sorazmernostjo v ožjem smislu, ampak ga seveda prilagajali okoliščinam. Sam sem že pred tem, to lahko povem, prišel z osnutkom, s predlogom, ki bi nekako drugače, torej na podlagi tako imenovanega testa previdnosti to naredil, oziroma test previdnosti kot podlaga za test nesorazmernosti, ampak strogi test sorazmernosti, ne nerazumnosti. Torej nerazumnosti, ampak strogi test sorazmernosti. Namreč tako teorija kot obe sodišči, predvsem pa sodišče Evropske unije, res da znotraj pravil notranjega trga,
je izoblikovalo ta test previdnosti, ki ga močno loči torej previdnostno načelo močno loči od preventivnega načela. To je zapravo pomembno, namreč, kadar govorimo o previdnosti, govorimo o tveganjih, za katere natančno ne vemo, kakšna so, kako nastanejo, kakšne so posledice, kako dolgo bodo trajale in tako dalje. Pri prevenciji vse to že vemo in je lažje tudi pri preventivnih ukrepih, je lažje tudi ukrepe izbrati, ki bodo takšen cilj dosegli oziroma ki bodo preprečili nekaj. Pri previdnosti je pa vse to težje. Načelo previdnosti se je izoblikovalo najprej z gensko spremenjenimi organizmi, pa potem z novodobnimi, modernimi, industrijskimi tveganji. In njegova posebnost je ravno v tem, da ko enkrat ugotoviš, da so to okoliščine, ki zahtevajo previdnost, ne le prevencijo, ne le preventivo, da tukaj v takšnem primeru dopustiš nekaj širše polje ukrepanja oblasti, vendarle šele na to nadgradiš s strogim testom sorazmernosti. Tako da ta začetni vidik, torej nekako temelj, iz katerega bi izhajal, bi v takšnem primeru bil drugače. Še danes menim, da bi na ta način lahko razlikovali znotraj obdobja epidemije različna stadija in različne pristope. Namreč mislim, da torej prvo obdobje neke epidemije ni enako kot po 6-7 mesecih nekega obdobja. V prvem obdobju v resnici je pomanjkanje informacij, je nevednost, je nesenzibilnost ljudi za ukrepe in tako dalje. Vse je to lahko drugače kasneje. Tukaj, mislim, zaradi tega tudi smo toliko v tej odločbi in glede na to, da sem bil poročevalec v tej zadevi, toliko bolj v bistvu mi je ta vprašanja in tudi vsi odzivi rad preberem, so mi blizu v smislu, da jih poskušam aplicirati na to, kako sem razmišljal, ampak v tem primeru mi je zelo blizu, da je bilo poudarjeno to, da izhajamo iz tistega obdobja. Če se vrnem torej nazaj na test, mislim, da sam recimo mi ni blizu test razumnosti, da bi ga uporabil na takšno situacijo, bolj to, kar sem do sedaj govoril, tudi zaradi tega, ker pri razumnosti, če stanemo zgolj pri razumnosti, je nekako umanjka primernost, umanjka sorazmernost, to pa so vendarle ukrepi, ki s takšno intenziteto posegajo v človekove pravice, da potrebujejo to tehtanje. Tako da morda ta del v testih, v katerih praktično še vedno razmišljamo, ker še vedno bomo imeli zadeve na mizi, o kateri bo treba odločiti, to sem enostavno želel deliti z vami in to vprašanje mi je prav prišlo. Se morda tukaj ostavim, da ne jemljem preveč časa. Super, hvala lepa za to pojasnilo, predvsem glede testov. Zdaj bi pa prosil kolego Letnar Černiča za njegove poglede na to problematiko. Prosim. Hvala lepa, Marko, lep pozdrav vse skupaj. Včasih mi je biti na tej drugi ustavni debati nove univerze. Dovolite mi, da morda zdaj na začetku malce pojasnim nekaj temeljnih pojmov o varovanju človekovih pravic v času epidemije. In tukaj, izhajam iz človeka, izhajam iz ljudi. Vemo, v času epidemije vsakdo izmed nas je v drugačni vlogi. Nekateri posamezniki so bolj, nekateri manj izpostavljeni tveganju okužbe za COVID-19. Tako da lahko denimo govorimo o ljudeh, ki so v neposrednem stiku s tem tveganjem okužbe, ki delajo v zdravstvenem sektorju, potem morda v skupinah ljudi, ki so tudi izpostavljeni, pa ne tako v zdravstvenem sektorju, kot so denimo vozniki avtobusov, vozniki vlakov, potem pa morda tudi še osebe v
domovih za starejše, pa še v kakšnih drugih varstvenih zavodih. Potem seveda imamo določeno skupino ljudi, ki je že zbolela. Med njimi lahko delimo ljudje, ki so zdraveli in tisti, ki so trenutno, ki se zdravijo v bolnišnicah, ki so v rokah zdravstvenega osebja. In potem imamo kar veliko, večinsko skupino ljudi, ki še niso zboleli in ki morajo trpeti ukrepe, ki jih sprejme država za zajezitev in omejitev epidemije. In seveda, veste, ko govorimo o človekovih pravicah, ki so tukaj izpostavljene, tukaj je izpostavljene, kot so kolegi povedali, vrsto pravic. Jaz bi morda začel za pravico do svobode, omejitve gibanja, 5. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah in potem vrsta drugih pravic od zasebnosti, izražanja in potem tudi zbiranja. In seveda, veste, v času epidemije, pa tudi izven tega časa ima država tako negativne kot tudi pozitivne obveznosti, da varuje človekove pravice. Vendar tukaj želim poudariti, da vse človekove pravice niso enake. Evropska konvencija, kot tudi Slovenska ustava, razlikujeta med tako imenovanimi absolutnimi pravicami, kot tudi relativnimi pravicami. Absolutne človekove pravice so tiste, ki praviloma ne dovoljujejo izjem, vanje država ali pa kakšen drug subjekt ne sme posegati. Relativne človekove pravice, ki jim včasih rečemo temeljne svoboščine, so pa tiste, v katere države lahko posegajo, če seveda podajo stvarno upravičen razlog na podlagi različnih testov sorazmernosti, kot denimo svoboda zbiranja, svoboda gibanja, svoboda vere in podobne tipi pravice. In seveda tukaj moramo poudariti, da države zagotovo imajo pozitivne obveznosti, da varujejo človekove pravice in da varujejo temeljne svoboščine v času epidemije. In dovolite mi tukaj, da malce razčlenim te pozitivne obveznosti do varovanja človekovega dostojanstva in pravice do življenja. Lahko rečemo, da države imajo obveznost, da vzpostavijo normativni okvir, da imajo zakonsko podlago v podzakonskih aktih, da lahko potem sprejemajo ukrepe za omejitev in zajezitev epidemije. Potem drug krak te pozitivnih obveznosti države so operacijske ali pa, če hočete, tudi operativne obveznosti. Država mora biti operativno zmožna, da omejuje širjenje epidemije med samim prebivalstvom. In tukaj se strinjam z Markom Bošnjakom, ko se je rekel Marko, da Evropsko sodišče za človekove pravice, pa tudi večina najvišjih domačih ustavnih sodišč tukaj dopušča zelo široko polje proste presoje državam glede izbire ukrepov za zajezitev epidemije, seveda upoštevajoč pravico, ki je v igri, upoštevajoč potem tudi omejenost, časovno omejenost teh ukrepov in seveda tudi potrebnost in nujnost teh ukrepov glede na mnenja zdravniške stroke. Veste, te operativne obveznosti tudi vključujejo obveznost države, da obvešča javnost o ukrepih in da javnost, veste, informira, kakšni ukrepi bodo sprejeti, če bo prišlo do takšnega števila okužb oziroma takšnega števila obolelih v bolnišnici. Potem pa države imajo tudi postopkovno obveznost. Morajo seveda sprejeti ukrepe, da potem, veste, preprečujejo kršitve v svojih domovih za starejše, v svojih zdravstvenih ustanovah, da v bistvu kažejo dolžno skrbnost, da preprečujejo posege v človekovo dostojanstvo, posege v pravico do življenja. V tej luči bi želel tudi poudariti, da ko govorimo, veste, o nosilcih obveznosti do spoštovanja človekovih pravic, seveda, ko govorimo v okviru Slovenske ustave in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, govorimo o državi kot primarni nosilki obveznosti s področja človekovih pravic. Vendar v zadnjih 20-30 letih
je v doktrini varstva človekovih pravic sprejeto stališče, se je izoblikovalo stališče, da nimajo samo države, temveč tudi nedržavni subjekti obveznosti za spoštovanje človekovih pravic in zavarovanje človekovih pravic. To seveda pomeni, da vsak posameznik, vsak zasebnik ima obveznost, da varuje pravico do življenja drugega, da ne posega, veste, v človekovo dostojanstvo drugega, v njegovo svobodo, da ga ne omejuje, da ne ogroža njegovega življenja, da ne izpostavlja po nepotrebnem posameznika COVID-19 virusom. Seveda to praktično tudi pomeni, da posamezniki imamo obveznosti, da, veste, ko gremo teč, da seveda poskušamo tako telovaditi, da s tem ne ogrožamo druge, bodi si z maskami, bodi si s kakšnimi drugimi preventivnimi ukrepi. Ne gre tukaj polagati celotno odgovornost na državo. Odgovornost imamo vsi mi. Res da je, da ta državna obveznost je primarna in res je tudi, da se te zasebne obveznosti vseh nas izvršujejo preko državnega aparata, vendar to ne zanemarja dejstva, da obveznosti za spoštovanje človekovih pravic imamo tudi vsi mi, tudi zasebniki. V praksi ESČP, Evropska sodišča človekove pravice, je jasno izblikovano stališče, da država se lahko le prizadeva, da bo varovala človekove pravice v zasebnih razmerih, ne more pa, veste, do konca, do rezultata zagotoviti, da bomo vsi mi zasebniki spoštovali pravico do življenja, prepoved mučenja, nečloveškega, ponižujočega se ravnanja. Mogoče tukaj še preden zaključim, Marko postavi vprašanje tudi glede izrednega stanja. Izredno stanje je tista najbolj skrajna možnost. Izredno stanje je izjemno grob poseg, bi bil zelo grob poseg v vladavino prava v katerikoli državi. Zato se večina držav pogodbenic Sveta Evrope, držav pogodbenic Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic ni odločila razglasiti izrednega stanja. Če se ne motim, je samo ena država to storila, so se države odločile bolj uporabiti te omejitve, restrikcije relativnih človekovih pravic. Res pa je, da poudarim, oziroma omenim še dve zadevi iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Jasno, da sodišče še o tem ni odločalo, vendar lahko morda tukaj potegnemo neko prispodobo, oziroma paralelo, vzporednico z dvema zadevama, kjer je Evropsko sodišče odločilo glede obveznosti države v primeru preprečevanja naravnih nesreč. To je morda lahko to trenutno epidemijo primerjamo z naravno nesrečo, nihče ni mogel predvideti, da bo prišla. In v eni zadevi proti Turčiji, Ozel in ostali proti Turčiji, Evropsko sodišče povedalo, da je obveznost države predvsem v tem, da poskušajo omejiti katastrofalne učinke te naravne nesreče na nek minimum in da obveznost preprečevanja vključuje tudi sprejetje ukrepov za okrepitev zmožnosti države za spopadanje z takšnimi naravnimi nesrečami. Podobno je tudi v eni drugi zadevi zoper Rusijo, Budajeva in ostali proti Rusiji. Evropsko sodišče povedalo, da država ima pozitivno obveznost, da preprečuje naravno nesrečo glede, tukaj šlo za en plaz na ruskem podeželju in je Evropsko sodišče jasno povedalo, da država ima pozitivne obveznosti, da sprejme določene ukrepe, ki bodo to preprečili. Seveda, zdaj na koncu poudarjam, vsi ti ukrepi, ki jih država sprejme v okviru teh omejitev pravic, morajo biti primerni, nujni, sorazmerni v ožjem pomenu, nujni demokratični družbi, časovno omejeni, zagotovo pa večina najvišjih domačih sodišč, Evropsko sodišče tukaj je zadržana pri presoji teh ukrepov in daje široko polje presoje državam, da se bojujejo zoper epidemijo. Hvala lepa. Hvala lepa za pojasnilo.
Zdaj pa bi nekako prešli na drugi krog. Tukaj bi pa, Marko, tebe vprašal, če nam lahko morebiti z nami deliš kakšno zanimive odločbe na vašem sodišču ali tudi mogoče kaj ste kaj prijeli v zadnjem času zanimivega, ne, v presojo. To bi nekako prvi del bil, drugi pa, kaj meniš, ali bo ta, bi rekel, vendarle verjetno neka širša, dovoljevanje širše polje presoje, ne, imelo kakšen negativen vpliv, ne, na potem, ko se enkrat vrnemo v to normalno situacijo, zdaj, a bo šlo za avtomatizem vrnitve, če lahko tako rečem, ne. Kaj meniš, no, o teh stvareh? Prosim. Ja, na sodišču v Strasbourgu smo prejeli več pritožb že, ki se nanašajo na stanje zdajšnje pandemije, ne. Odločili dejansko nismo še po moji vednosti o nobeni stvari, razen o tistih, ki bi šle kar k sodniku posamezniku, zato ker so očitno neutemeljene, ker bi bilo potrebno prej izčrpati domača pravna sredstva in podobno, ne. To se pravi, sodbe o nobeni zadevi še ni nobene. Smo pa komunicirali nekaj stvari in so že komunikacije do neke mere povedne. Ravno tako se je odločalo kar o nekaj zahtevah na podlagi tako imenovanega pravila 39, Rule 39, to se pravi, ko gre za tako imenovane začasne odredbe. Začasne odredbe so se nanašale, oziroma zahteve za izdajo začasne odredbe so se nanašale večinoma na situacije, ko je bil nekdo po lastnem mnenju v neki neposredni nevarnosti za okužbo z novim koronavirusom ali pa je že bil okužen in je menil, da ne prejema ustrezne obravnave, še prav posebej recimo osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni, v priporu, osebe, ki so v centrih za tujce, migrante in podobno. V glavnem začasne odredbe niso bile izdane, so pa, mislim, nekaj izjem pa je vendarle bilo, ampak tukaj je vedno pomembna konkretna situacija, ne. Obstajati mora neka resna in neposredna nevarnost, recimo za življenje posameznika in podobno. Kot recimo zanimivost smo komunicirali eno zadevo s področja 11. člena, pravica do zbiranja in združevanja. Nek švicarski sindikat, ki redno prireja neke manifestacije, se je obrnil na nas, da ne more zaradi pač sprejetih ukrepov organizirati, to je bilo še v pomladnem času, ne, prvomajskih parad oziroma zborovanj in podobnih dogodkov, ne. Ta zadeva je komunicirana švicarski konfederaciji. Potem so bile recimo ena italijanska zadeva, ki se nanaša na urejanje stikov enega izmed razvezanih staršev oziroma ločenih staršev z otrokom. Moramo se zavedati, da je epidemija prinesla ene številne težke situacije za posameznike, recimo, ki ne živijo skupaj, niso imeli dostopa do svojih otrok, do svojih staršev in tako naprej. Vidiki 8. člena so lahko tukaj zelo pomembno poudarjeni. Seveda je neka bojazen, da bi ta pandemija začela nižati standarde na nekih področjih presoje. Jaz mislim, da tako pri nas v Strasbourgu kot na domači ravni je neke pravne zavesti in zavezanosti k varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin toliko, da neke pomembnejše erozije, plazovitosti najbrž ne bo. Bo pa treba upoštevati okoliščine posamezne situacije in v številnih situacijah verjetno pravo niti ni najboljše orodje ali pa odločanje, recimo ali v Strasbourgu ali pred domačimi ustavnimi sodišči, ni najboljše orodje za razrešitev nekih tovrstnih dilem, čisto zato, ker je treba operativno reagirati v neki situaciji res hitro. Mogoče so nižje sodne inštance skoraj boljše za neke čist najbolj hitre odločitve,
In tukaj gre apel nižjim ravnem sodstva, naj se senzibilizirajo za te vidike in če dobijo neke zahteve, bodi si za začasne odredbe oziroma se odprejo neki drugi pravovarstveni zahtevki pred temi sodišči, da odreagirajo učinkovito, da odreagirajo hitro in hkrati z občutkom za človekove pravice in temeljne svoboščine. To se mi zdi posebej pomembno, ker v Strasbourgu lahko o vseh teh stvarih odločamo res retrospektivno, z nekaj leti zamika, je pa nekaj drugega res. Omenil si recimo našo presojo oziroma spraševal o pomembnejših sodbah. Mi smo judicirali določene stvari. Jernej je prejle upravičeno opozoril na dve naši sodbi, ko je šlo za naravne nesreče. So nekatere druge zadeve, kjer smo judicirali vprašanja ali pa smo v procesu judiciranja, obvezno cepljenje in podobno, varstvo osebnih podatkov, sledenje stikom in podobne stvari, obvezni medicinski posegi. Na vsa ta področja imamo že judikaturo v Strasbourgu in te zadeve oziroma naše odločitve so povsem razumno prenosljive na neke situacije, ki se zdaj porajajo v povezavi s koronavirusom, ki so morda nove v zdajšnji situaciji z nekega tehnično naravoslovnega vidika, z vidika nekih idejnih razsežnosti in tako naprej, pa niso tako zelo nove in si lahko s tem, kar človeštvo že zna in zmore, že pomagamo. Toliko recimo za eno iztočnico. Najlepša hvala za to pojasnitev. Zdaj me pa zanima, Rajko, kako, seveda se prepričan sem, čeprav ne uspem toliko spremljati prakse na drugih ustavnih sodiščih, tu pa tam, kaj slišim, seveda tudi ta sodišča ukvarjajo s podobnimi problemi. Zdaj me zanima, koliko na ustavnem sodišču, na našem slovenskem, spremljate te, bi rekel, primerjalno pravne argumente in dobre prakse. To bi bil nekako prvi del, pa če ste tudi kakšno tako zasledili. Prvi del, drugi del bi pa bil tudi, ta, bi rekel, izražanje bojazni glede nižanja standardov presoje. Zdaj smo seveda tudi nekako ugotovili, da seveda ti testi, standardni, vendarle rabijo neko določeno prilagoditev, kar je povsem razumno in legitimno. Kako bi na to nekako pojasnili? Lepo, Marko. Najprej ta prvi del, v bistvu primerjalne analize, primerjava in uporaba tega tudi pri teh izsledkov, tudi pri našem odločanju. Ustavno sodišče ima svojo službo, tako imenovani SAMS, to je služba za analize in mednarodno sodelovanje. In seveda smo, takoj ko se je epidemija začela, so dobili konstantno nalogo naši sodelavci spremljanja odločitev ustavnih sodišč, ne samo v Evropi nasploh. In že pri tem prvem odločanju smo imeli v bistvu večkrat dopolnjeno to analizo, kaj so odločila druga sodišča. Se tam, kjer je bilo mogoče, torej poskušali potegniti paralelo, poskušali uvideti, zakaj razloge, argumente, ki jih je to sodišče recimo povzdignilo v svojo odločitev, primerjali z našimi okoliščinami in tako dalje. Tako da ta primerjalni vidik je, tako rečem, ongoing, stalen in tudi sedaj, recimo danes zjutraj so takoj dobili mojo nalogo, da spremljajo odločitve glede policijske ure, tako imenovane policijske ure. Bi želel tudi pojasniti, da marsikaj, kar moja izkušnja, kar preberem v medijih, za neko odločitev se na koncu ne izkaže, da je ravno čisto tako ali pa da je primerljiva, ali je nekje odločeno o policijski uri ali samo o prepovedi obratovanja v tem času restauracije, seveda lahko je zelo velika razlika. Sicer pa seveda nas nagovorijo
tiste odločitve, ki so čim bolj podobne ali našemu stanju ali našemu pravnemu režimu. Recimo, ko smo odločali v 83-20, je tik pri tem bila odločena strani avstrijskega ustavnega sodišča in tudi informacije v medijih, torej da gre za takšne ukrepe, kot so pri nas, pa so tam bili razglašeni oziroma ugotovljeni razsojeno, da so neustavni. Pa, ko prebereš takšno odločitev in analiziraš, vidiš, da ne gre za protiustavnost, da gre za v bistvu vprašanje zakonitosti, da je zakon v tem primeru bil precej specialen zakon že, torej Avstrija je 15. marca, mislim, da 12. marca sprejela lex COVID-19 zakon, ki je povedal, torej na bestimmte Orte, torej na določene kraje, je prepovedano, pojasnilo to v spremljajoči dokumentaciji, v bistvu na kaj so mislili vrtce, šole, igrišča in tako dalje. Potem pa dekret, torej odlok, ki pa pravi v bistvu, ne sme se dejansko stopiti na javno površino oziroma gibanje na javni površini je prepovedano in seveda tukaj sodišče to vidi, to protiustavnost. To je nekaj drugega, kar smo morali mi odgovarjati, tako da zahteva to potem ne samo strani naše službe, da nam to predoči, ampak zahteva tudi čisto individualni študij vsakega sodnika, da se dokoplje do vseh teh razlikovanj, ki lahko znatno vplivajo potem na odločitev. In v tem prvem delu morda samo še informacija. Veliko je tako bilateralnih, multilateralnih tudi pogovorov strani ustavnih sodišč, večinoma izvedeni ravno na takšen način, kot sedaj mi izvajamo. Ker kmalu smo se začeli pogovarjati predsedniki vse od organizacije sodišč do pristopa. Vsa sodišča so bila soočena z povečanim pripadom zadev, ampak na kakšen način pristopajo, vzamejo prvo, drugo, tretjo, ali vzamejo vprašanja v bistvu, ki so bolj pomembna, ali jih pustijo vse na kupu in se potem z vsemi en bloc ukvarjajo. Tako da tu so sodišča zelo različno pristopala. In bila to zame tudi takšna pozitivna izkušnja, ker dejansko smo s tem vsi prvi soočeni. In na nek način je nemogoče, nobeno ustavno sodišče ni v situaciji, da bi hitro odločilo. Ustavna presoja terja svoj čas, tudi že potem, ko je vzpostavljena kontradiktornost. Ampak najprej moramo vzpostaviti kontradiktornost, torej zakonodajalec mora povedati, zakaj je nekaj sprejel, vlada mora recimo pojasniti svojo odločitev. In seveda to terja nekaj časa. Tudi pri začasnih zadržanjih je podobno. Torej, vprašanje začasnega zadržanja nekega ukrepa, ki poseže v človekovo pravico, odločiti jutri je dejansko nemogoče, pred tem je treba vzpostaviti kontradiktornost. In ker so ti ukrepi bili vedno zelo kratkega obdobja trajanja, veljavnosti, se nam je velikokrat tudi zgodilo, da do takrat, ko vzpostavimo kontradiktornost, že tudi sam ukrep ne velja več. Tukaj je tudi v tej zadevi 83-20, pa že pri tem v presoji rebalansa proračuna za 2019, Ustavno sodišče nadgradilo 47. člen zakona o ustavnem sodišču, ki pod določenimi pogoji, torej ta pravovarstvena potreba, da še vedno razsoja v zadevi, ki je že prenehala veljati, nadgradilo tudi tako, da kadar pa res gre za posebej pomembno precedenčno vprašanje, ki se lahko večkrat ponovi, torej, in je smiselno odgovoriti na njega tudi zato, tudi kljub temu, torej, če je prenehal veljati takšen predpis. Tako da, če bomo pri posameznih vprašanjih, kjer bomo sami uvideli tudi ta element, dimenzijo posebne pomembnosti, bomo vseeno poskušali na njega odgovoriti ravno zato, da podamo sporočilo. Nekatera sodišča imajo to možnost že v svojih zakonih, mi smo to z interpretacijo 47. člena v bistvu nadgradili. Kar pa zadeva vprašanje zniževanja standardov,
narekovajih tole in pa bojazni za prihodnje. Sam razmišljam, da te bojazni ne vidim. Namreč že sedaj, ko se Ustavno sodišče sklicuje na neko drugo svojo jurisprudenco, na svoje druge odločitve, se primerjajo stanja. Torej, v kakšnih okoliščinah je bilo nekaj odločeno. In seveda, če te okoliščine niso primerljive, potem težko sledimo istemu in prihaja do nadgradnje nekega stališča. Tukaj, še posebej v tistem smislu, kar sem prej govoril, torej, da kadar bi imeli vprašanje previdnosti, ne toliko preventive teh okoliščin, seveda ne bo mogoče enostavno preslikati na nekaj drugega. To je za naprej, za nazaj, torej, oziroma v trenutni situaciji, pa tisto, kar je že bilo sprijeto, kar je že bilo odločeno tudi s strani ESČP, pa je seveda smer neke interpretacije oziroma smer nekega zasledovanja te smeri, kolikor seveda gre. Tu je seveda tudi možnost nekaj sodniškega dialoga, ravno zaradi tega, ker so okoliščine nekaj spremenjene. To daje velik poudarek tej dimenziji teh spremenjenih okoliščin. To so tudi okoliščine, ki jih ni iniciral človek. Torej, tudi, recimo, sam sem se vrnil in sem prebral nekaj člankov o španski gripi in podobno, kako so se takrat odzvale države. Ampak, kar želim povedati, je en sistem, kadar pride do oblastnega delovanja, za katerega je vzrok tudi sama oblast. Drugo so okoliščine, v bistvu, kjer oblast zgolj reagira. To ne pomeni nobenega upravičevanja, ampak tudi to je potrebno, po mojem, vzeti v kontekst. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa, Jernej, kaj pa ti meniš, seveda, predvsem o tem drugem delu, znižanje standardov, ali se lahko enostavno navadimo, da se prilagodimo, bi rekel, na te nižje standarde, če tudi smo nekih višjih bili vajeni, nam bili samoumevni, seveda zdaj je izredna situacija, kako ti nekako predvidevaš kot strokovnjak, predvsem za človekove pravice, ta razvoj, ne? Ja, to zagotovo ni lahko vprašanje. Teoretično je jasno, da vsakokratna država ne sme zniževati standardov varovanja človekovih pravic. V eni kategoriji človekovih pravic, ki se reče ekonomsko-socialne pravice, je to celo ena izmed njenih temeljnih značilnosti, država ne sme zniževati standardov socialnih, ekonomskih pravic. Seveda, ko govorimo o standardih, moramo tukaj razlikovati med normativnimi standardi, med formalno-pravnim varstvom in seveda uresničevanjem v praksi. Marko, na začetku si omenil to, uporabil ta pridevnik burno stanje na področju človekovih pravic. Sam menim, da to stanje ni nič bolj burno kot v zadnjih 30 letih slovenske države. Vemo, da v Sloveniji marsikaj manjka pri varovanju človekovih pravic, marsikaj je pomanjkljivo. Imamo zelo visoke normativne standarde, smo vpeti v Svet Evrope, smo vpeti v OZN in Evropsko unijo. Uresničevanje pa malce šepa. Tako da zagotovo na normativni ravni ne moramo iti nazaj, na nižje standarde. Sam si pa želel, da bi te standarde varovanja človekovih pravic zvišal, ne samo v času epidemije, tudi izven epidemije. V vseh treh vejah slovenske oblasti, pa tudi v zasebnem sektorju. Seveda, to vprašanje varstva človekovih pravic v času epidemije je izredno kompleksno. Danes morda smo se preveč, morda smo se do sedaj osredotočali na ustavnost, skladnost ukrepov, ki jih sprejemajo države za zajezitev in omejitev epidemije. Seveda, vsi skupaj se moramo pa tukaj vprašati, zakaj pa države sprejemajo te ukrepe. Verjetno ne zato, ker bi večina evropskih držav želela vzpostaviti
diktatorsko oblast, avtokratsko, totalitarno družbo. Težko bi to rekli, naprimer, za špansko vlado v Madridu, ki je zdaj v zadnjem mesecu dveh omejila na številne vasi, številna mesta, gibanja v teh mestih, da ljudje ne morejo ven iz teh, ne v regijih kot v Sloveniji, temveč iz teh mest. Ne verjamem, da ima španska vlada avtokratski, totalitarne namene, da zlorablja svojo oblast. Namen teh ukrepov, ki jih sprejmejo vlade po Evropi, je v bistvu varovanje človekovih pravic. Zakaj državi omejujejo svobodo gibanja? Zakaj želijo posegati v določene naše svoboščine, ki jih jemljemo kot del naše civilizacije, kot kritika oblasti, svoboda zbiranja, demonstracije, ki se vem, da so to ključne sestavine vsake pravne demokratične države. Ja, zato, ker dejansko stanje, ki nam ga sporoča zdravstvena, epidemiološka stroka, ne samo iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, temveč pravzaprav z vseh podobnih institucij po Evropi in po svetu, nam sporočajo, da države morajo sprejeti ukrepe za zavarovanje pravice do življenja in do javnega zdravja. In seveda tukaj je ta dilema, ko imamo v nekem sorazmerju, ko želimo tehtati oziroma obravnavati te dve pravice, pravico do življenja in svoboščine. In tukaj seveda je treba jasno povedati, da je pravica do življenja absolutna človekova pravica, ki dovoljuje samo izjemne izjeme, ko gre za samo obrambo, ali pa morda za kakšen ekstremen primer izvrševanja policijskih pooblastil država lahko poseže v pravico do življenja. Drugače pa ne. In to velja tudi za zasebnike. In seveda pravica do življenja je temelj za izvrševanje vseh drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če nismo živi, se ne moramo zbirati, ne moramo kritizirati oblasti. A veste? In seveda, to se moramo vprašati in imeti v mislih, ko preučujemo ukrepe po Evropi, ko države sprejemajo ukrepe, ki omejujejo naše gibanje, ki omejujejo našo svobodo. Zagotovo ni udobno, zagotovo je težko sprejeti takšne ukrepe. Če pomislimo na tisti legitimni cilj, ta drugi korak testa sorazmernosti, ki ima Evropsko sodišče za človekove pravice, zavarovanje življenja in javnega zdravja, zavarovanje zdravstvenega sistema v neki državi, potem je jasno, da države ne samo, veste, da lahko sprejemajo ukrepe za zajezitev in omejitev epidemije, temveč od njih to terjajo tudi njihove pozitivne obveznosti po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, od njih to terja tudi slovenska ustava. Če izvršilna oblast v Kraljevini Španiji ali v Sloveniji ne sprejme ukrepov, ne bi sprejela ukrepov, seveda bi s tem storila dejanje grobe malomarnosti in bi potem lahko bila predmet raznih odškodninskih postopkov pred slovenskimi sodišči. Zato mislim, da to je pomembno, da imamo tukaj v mislih, da tukaj v bistvu govorimo o trku večjih človekovih pravic, o trku vrednot. V bistvu govorimo o trku pravice do življenja in na drugi strani trku teh svoboščin, ki vsi tako želimo zavarovati in vemo, da so del demokratične in pravne države. Zato je zagotovo treba, malce s čepcem soli presojati te ukrepe, ki jih sprejemajo evropske države in seveda imeti v mislih, da na koncu teh ukrepov je življenje, je človekovo dostojanstvo, seveda za kavtelo, z varovalko, da vsi ti ukrepi morajo spoštovati nekatere minimalne predpostavke demokratične države, kot je nujnost, primernost, sorazmernost, časovna omejenost. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa nekako sklenili smo te predstavitve, zdaj bi se pa majčkeno posvetili tudi vprašanjem.
naših poslušalcev. Jaz sem opazil, no, da so bili nekateri komentarji postavljeni v chatu, potem tudi vprašanje v Q&A. Potem pa jaz predlagam, da vse te nekako preletim, preberem, potem bi se pa vi nekako odzvali, sami bi presodili, ne, na kaj se nekako odzvati, kaj poudariti in bi šli nekako po tem istem vrstnem redu. Ne. Tako da grem zdaj nekako v chat, pa bom preletel ta vprašanja. Ja, zdaj prvi tak na pol vprašanje, na pol komentar. Zanimivo je, da so derogacijo, ne, k tej konvenciji prijavile več ali manj države iz vzhodne Evrope, pa so države iz zahoda, po mojem mnenju, bolj posegle v življenje ljudi, pogosto brez strokovne medicinske podlage. Podobno se dogaja sedaj. Ne, to je bilo eno mnenje. Potem naprej, ja, odločitev UN 83/20 je zaskrbljujoča in sramotna za ustavno sodišče, saj bi lahko z veliko milejšimi ukrepi posegli v pravice državljanov. Prav tako je stran, ki je zavzela večinsko stališče, skopo argumentirala svojo odločitev oziroma v nekaterih primerih celo povzemala stališče vlade in ne stroke. Naprej, zanima me, kakšen je postopek oziroma presojanje v primeru, ko visoka članica ESČP obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope o odločitvi, da se določene človekove pravice v skladu s 15. členom derogira in se nato posameznik odloči za iskanje pravice pred sodiščem zaradi kršenja te derogirane pravice in kako sodišče v tem postopa, ko visoka članica de facto človekovo pravico derogira, krši, pa o tem ni predhodno obvestila generalnega sekretarja Sveta Evrope. Ne? Ja, potem je pa tudi vprašanje za profesorja Rajka Kneza, do katere mere lahko po vašem mnenju država posega v človekove pravice v času, ko izredne razmere še niso razglašene. Posegi v času izrednih razmer so omejeni že po sami ustavi. Potem pa še naprej. Jaz bi nekaj omenil glede epidemije oziroma pandemije. Sem slišal, da v ZDA baje, če je kdo v času pandemije hodil ven na ulico, ja, dobro, to je malo, policija pa je imela pravico ustreliti, ne. Dobro, to je malo taka, ne. Ja, dobro, spet en komentar, slovenska država konkretno krši pravico do zdravja. Potem spet pozdravljeni, zanima me, kako vi vidite vlogo medijev v tem pandemiji, ali se vam zdi poročanje javnosti v skladu z zakonom in zmožnosti. To potem pa še, tukaj imamo dve vprašanji. Najprej, ali bi lahko glede na trenutno zelo slabo epidemiološko sliko govorili o tem, da je država z omejitvami zamudila in s tem kršila človekove pravice, denimo umrlih do konca drugega vala. Potem pa še, kdaj oziroma s čim smo v Evropi dosegli konsenz o inštitutu javnega zdravja naproti odločitvam in ravnanju posameznikov znotraj družbe. Ja, teh komentarjev in vprašanj je kar nekaj, nekatere so tudi zanimive, nekatere bolj vprašanja, nekatere bolj komentarji, pa bi, če ste si majčkeno zabeležili, bi prosil nekako, da se recimo odzovete na tisto, kar se vam zdi nekako smiselno in potrebno. Pa prosim, lepo, Marko, mogoče tebi najprej beseda. Ja, hvala lepa. Jaz bi se odzval na dve stvari. Prva je tista, ki je neposredno povezana s konvencijo oziroma konkretno s 15. členom, ki govori o derogacijah. Bil je en komentar in eno vprašanje na to temo. V zvezi z vprašanjem, če posamezna država, generalni sekretarki Sveta Evrope
ne notificira derogacije, potem se mi obnašamo, kot da te derogacije nikoli ni bilo in potem presojamo stvari pač s klasičnimi testi, kot so razviti. Drugo, kar je, kadar posamezna država sporoči derogacijo generalni sekretarki Sveta Evrope, mora pri tem tudi jasno označiti, kakšne ukrepe sprejema v okviru te derogacije, kaj so konkretni razlogi za takšne ukrepe in kako dolgo oziroma dokdaj bodo predvidoma trajali oziroma ko prenehajo trajati, mora o tem tudi država obvestiti generalno sekretarko. Večkrat se je že zgodilo, da je generalni sekretar ali sekretarka državo povprašal nazaj oziroma zahteval dodatna pojasnila v zvezi z izjavljeno derogacijo. Nadalje naj pojasnim, to je posebej pomembno, da derogacija pač ni nek rešilni čoln oziroma jopič za posamezno državo in se v imenu derogacije potem oziroma na podlagi derogacije lahko dela, kar se hoče. Bom dal tipičen primer z nekega drugega področja, s katerim se sam pri svojem delu srečujem skoraj da dnevno. Turčija je primeroma po neuspelem poskusu državnega udara pač derogirala določene pravice na podlagi 15. člena konvencije in se tudi v številnih primerih, ko je bil zoper posameznike odrejen pripor, sklicuje na to derogacijo in predlaga sodišču, naj zato zavrne tiste pritožbe. V tistih pritožbah gre v glavnem za to, da ni bilo nikakršnega utemeljenega suma za pripor teh pritožnikov in seveda, če ni utemeljenega suma, nobena derogacijska klavzula ne bo nikomur pomagala in se obnašamo praktično, kot da jo tam ni oziroma ne more pomagati državi pri obrambi. Če utemeljenega suma za pripor ni bilo, je to kršitev prvega odstavka 5. člena, točke C, konkretneje iz konvencije. Meni se je zdelo tudi zanimivo, kar je opazil eden izmed komentatorjev, da so pretežno države z vzhoda Evrope uporabile to derogacijsko možnost po 15. členu, kljub temu, da so načeloma sprejele manj ukrepov, predvsem so bile pa, vsaj kolikor razumem, v prvem valu bistveno manj prizadete. Zdaj, zakaj tako, jaz težko vem in komentiram, je pa zanimivo, da so nekatere države zelo hitro pograbile to možnost za derogacijo, čim se je pojavila pandemija. Ne vem, ali zaradi previdnosti ali zaradi tega, ker jim je ta pandemija prav prišla še za kaj drugega, ampak tukaj podrobneje to ne bi šel. Bi se pa dotaknil še enega vprašanja, ki je bilo v tej rubriki Q&A postavljeno, in sicer ali država s prepoznim ukrepanjem tudi morda ne krši človekove pravice in temeljne svoboščine. V svojem uvodnem izvajanju danes sem že poudaril, da ima država tudi številne pozitivne obveznosti, med njimi pozitivno obveznost varovanja pravice do življenja, tudi zdravja, kolikor to pade v 3. in 8. člen konvencije. Tukaj so zelo zapleteni mehanizmi, ta obveznost, pozitivna obveznost ni kar pavšalna, ampak morajo zato nastopati določene okoliščine in v določenih razsežnostih, obstaja bolj intenzivno, v določenih manj. Vsekakor je pa tako, jaz vladam in zakonodajalcem in politikom vse naokrog po Evropi in po svetu čisto nič ne zavidam, ker je situacija v resnici težka. Med sabo so konfliktne pravice in interesi in zbrati pravo mero je skoraj da nemogoče. Recimo, če gremo že na področje pozitivnih obveznosti pri zdravju, na eni strani država seveda mora varovati zdravje ljudi, ki jih ogroža koronavirus, je nevarno, da bodo zboleli ali pa so že zboleli in je nevarno, da se bo zdravje tako poslabšalo, da bodo morda celo umrli in tako naprej. Na drugi strani mora pa na javno zdravje paziti tudi
Z drugega vidika, to se pravi, če bodo ukrepi preveč intenzivni, bo to negativno vplivalo recimo na razvoj nekih drugih bolezni, rakavih in podobno, ker ne bodo ustrezno hitro zaznane in zdravljene, pa duševno zdravje, ljudje, če ne bodo smeli ven, recimo, se bodo slabo počutili in tako naprej, pa če bodo zaprti za 4 stenami predolgo, se neki vzorci nasilja v določenih družinah lahko pojavijo in podobno in podobno. Se pravi, skoraj da misija nemogoče z tega vidika in neko določeno stopnjo razumevanja moramo pravniki oziroma tisti pravniki, ki sedimo v nekih telesih, ki odločamo o teh stvarih, vendarle imeti in dati neko polje proste presoje. Zdi se mi posebej problematično to, recimo, da v nekaterih državah grozijo ali pa so šli recimo zoper nosilce oblasti z kazenskimi ovadbami, z odškodninskimi tožbami, če je šlo in podobno, zaradi domnevno preostrih ali pa premilih ukrepanj. Mislim, da zdaj ni čas za to, da se borimo s kazenskimi ovadbami, ampak da rešujemo zadeve recimo z nekimi klasičnimi pravnimi orodji in pravniki, ki smo na teh pozicijah, skušamo utiriti tam, kjer mogoče vlada ni ali pa zakonodajalec nista zbrala pravo mero. Moramo pa vsi delovati pač v en in enoten cilj v dobro celotne družbe, da čim prej obvladamo in presežemo tole epidemijo. Toliko recimo. Najlepša hvala tudi za to pojasnilo. Rajko, bi se vi kaj odzvali? Marko, hvala lepa. 4 točke, ampak kratko. To vprašanje, dokot meja, torej kje postaviti mejo posega, je v bistvu nadaljevanje tega, kar je pred mano dr. Bošnjak, sodnik, govoril, da bi naše življenje bilo mnogo lažje tudi tukaj na praktično vseh sodnikov, če bi to vedeli. To je vprašanje od primera do primera, plus okoliščine posameznega primera. Torej, na eni strani, kaj trči, do kakšne mere trči, v kakšnih okoliščinah trči. Tako da na to dati odgovor v smislu, tukaj je premica od 1 do 10, do 5 ali pa do 6, enostavno ne gre. Kar zadeva stališče do zadeve 83-20, te odločbe se sprejemam, torej zahvaljujem za to ostro kritiko, ampak načelno sodišče, vsako sodišče, tudi ustavno sodišče, lahko prepričajo tudi navedbe udeležencev v postopku, tako da to samo po sebi, razumem obarvanost tega primera, kako je to bilo povedano, ampak samo po sebi to ni napačno. Kar zadeva pozitivne obveznosti, 3. točka, in kaj bi nekdo, oblastnik, do trenutka, recimo do trenutka drugega vala, samo ta misel povežem s tistim, kar sem povedal prej, to je ravno ta razlika, ki jo sam vidim za marčevsko obdobje in pa recimo današnje obdobje. Torej vprašanje Aristotela, venire contra factum proprium, povezano z pozitivnimi obveznostmi države, je tukaj seveda prostor, ampak od tod dalje dejansko ne smem, zato ker, kot rečeno, imamo zadeve, ki bodo odpirale tudi to vprašanje na mizi. In še vprašanje medijev, se zahvaljujem za to, mislim, da tole je moje razmišljanje. COVID družbo precej polarizira. Ne samo v povezavi z političnim dogajanjem, to puščam popolnoma ob strani, ampak že z vidika tega, kaj drži in kaj ne drži, je družba polarizirana. In mislim, da bi mediji odigrali pozitivno vlogo, če bi odgovarjali na ta vsa vprašanja, seveda s pomočjo strokovnjakov, na nek način pomaga to zmanjšati to polarizacijo, torej vedno v polarizaciji je po mojem mnenju rešitev transparentnost, čim več odgovorov,
strokovnjakov, torej strokovnih odgovorov, ki prepričajo, in na ta način, mislim, se lahko doseže tudi solidarnost. Solidarnost je zame ena posebna tema, torej kako ustavnopravni vidik solidarnosti lahko vpeljemo, je v tem primeru nekaj drugega, kot recimo vprašanje medgeneracijske solidarnosti, zdravstveno, pokojninsko zavarovanje, tu je nekaj drugega, torej tu gre po mojem mnenju za eno novo etično dojemanje, eno novo zavest o delovanju skupnosti, ki jo pogrešam, ampak pravo težko seže do tja. Mislim pa, da, torej, zdaj pa govorim popolnoma izven ustavnega prava, verjetno tudi popolnoma izven prava, če kdo lahko mediji, ki pa bijajo bitko po mojem mnenju z družbenimi omrežji, ampak lahko v bistvu v tej bitki ravno zaradi strokovnosti utemeljitev, ki bi jih objavljali, odigrajo pomembno, da ne rečem vodilno vlogo. Hvala lepa. Ok, hvala lepa. Jernej, imaš ti mogoče... Mogoče nakratko, da ne bomo začevali predolgo, nekaj besed sveda, se strinjam tako z predsednikom Knezom, kot tudi z sodnikom Bošnjakom, da v tem razgretem ozračju, še posebej v slovenski družbi, da je treba ta vprašanja obravnavati z trezno debato in z dialogom. Seveda na podlagi strokovnih in medicinskih dejstev, z orodji, ki nam jih dajeta slovenska ustava in Evropska konvencija za varstvo človekovih pravic. To je prvo, kar želim povedati. Drugo zadeva, morda se odzovem tukaj na nekaj komentarjev. En izmed komentarjev pravi, citiram, države Zahoda, po mojem mnenju, so bolj posegle v življenja ljudi. Ja, ravno v tem je, a veste, ravno v tem je ta dilema, ne, zahodne države, vključno Slovenijo, so v bistvu tehtale, ali naj se spopadajo z epidemijo na podlagi omejitev relativnih človekovih pravic, se pravi, omejitev, ki jih te pravice imajo, ali na podlagi razglasitve izrednega stanja in notifikacije derogacij svojim domačim najvišjim sodiščem in tudi Evropskemu sodišču za človekove pravice. In večina zahodnoevropskih držav se je odločila, po mojem mnenju, za pravilen korak, da so se z epidemijo, vse še vedno spopadajo z epidemijo na podlagi teh restrikcij, ki jih imajo relativne človekove pravice, ki omogočajo varovanje, poseganje v svoboščine za to, da se zavaruje življenje in druge absolutne pravice. Glede pozitivnih obveznosti, seveda, kje je ta meja, kdo izmed vas je sprašal, da bi lahko, da nimamo vzpostavili odškodninsko odgovornost države, zato ker domnevno ni sprejela pravočasno teh ukrepov za omejitev drugega vala. Kot sem povedal, države imajo pozitivne obveznosti, ki od njih zahtevajo, da sprejmejo nek regulativni okvir in da imajo seveda tudi, da operativno se pravočasno odzivajo na širjenje epidemije. In seveda tukaj treba povedati, da državna obveznost je višja in daljša, ko gre za osebe, ko gre za ljudi, ki so, veste, v rokah države, metaforično. Ljudi, ki so, veste, pod njenim nadzorom, v ustanovah za prestajanje zaporne kazni, v zdravstvenih ustanovah, v bolnišnicah, v domovih za starejše, v vzgojnih centrih za mladoletnike. Tam je zagotovo državna obveznost višja in se zahteva od države višja skrbnost. Dejansko, če pa hočemo želimo odgovoriti na to vprašanje, a se da to vzpostavi, to bo čisto odvisno od konkretnega primera. Ali se lahko dokaže, da je bila kršena dolžna skrbnost, ali lahko državi, pripišemo malomarnost njenih prebivalcev. Vemo, da večina evropskih držav septembra njihovo prebivalstvo praviloma ni spoštovala ukrepov, ki so takrat veljali. To velja tudi za
za našo državo. Ne. Težko bi rekli, da lahko malomarnost zasebnikov, ne, ki niso spoštovali ukrepov, niso nosili mask v zaprtih prostorih, ne, posegali na tak način v pravico do življenja drugih zasebnikov, težko takšno odgovornost, takšno malomarnost, če že ne že kaj drugega, ne, pripišemo, vsaj po mojem mnenju, državi, če so bili takrat normativni ukrepi sprejeti. Mogoče na koncu, mislim, da se moramo vsi skupaj vprašati, ne, kakšno vrednost, ne, kakšno veljavo in kakšno mesto ima človekovo dostojanstvo v slovenski družbi. In koliko damo na življenje vseh ljudi, ki živimo v slovenski družbi, bodisi ali so to najstniki, študentje, ne, aktivna populacija in seveda tudi starejši ljudje. In z tega vidika je potem treba tudi presojati vse dejanske in tudi potencialne bodoče ukrepe, ki bo slovenska država in morda tudi druge evropske države sprejemale v prihodnosti. Hvala. Ja, hvala lepa. Evo, v dobri družbi je čas hitro minil, smo že skoraj na 90 minutah, ne, nisem mogel verjeti, ko sem na uro pogledal, seveda toliko je bilo jasno zanimivih vprašanj, seveda zanimivih poglobljenih odgovorov, tako da se vsem najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas. Želim vam veliko sreče pri nadaljnjem delu, kot smo slišali, tega ne bo zmanjkalo, ne. Sicer upam, da bomo enkrat ven iz te nemogoče situacije, da se bodo razmere popravile, da se bomo lahko pogovarjali o bolj tudi prijetnih temah v takem strokovnem okviru in si to želim, ne, v vidu nekega prihodnega srečanja. Tako da še enkrat hvala lepa vsem za sodelovanje. Bi se pa rad zahvalil tudi poslušalcem, da so nas poslušali toliko časa. Kot vidim, je še vedno številka precej visoka. Tako da upam, da poslušalci, da vam je današnja predstavitev nekako osvetlila določena vprašanja, da vam je tudi dala material za neko nadaljnje razglabljanje, ne. Obenem vas pa vabim tudi na nadaljnja srečanja v okviru teh ustavnih debat na Novi univerzi. Tako, hvala lepa, srečno vsem in ostanite zdravi. Nasvidenje, srečno. Nasvidenje, srečno. Ja.